Sonaravno bi lahko rekli tudi, da je to trajnostni vrt, se pravi, trajnost je beseda, ki je danes zelo veliko uporabljamo, ampak mi smo se raje odločili, da uporabljamo besedo sonaravno. To pomeni, ta beseda lahko marsikaj zelo veliko lahko označuje, predvsem je značilno to, da uporabljamo naravne materijale, ki so iz bližnje okolice, in da ti materijali so skupaj sestavljeni v vrt s čim manj obdelave, kar pomeni, da je vrt narejen tako, da je zahteval v bistvu malo dela in bo zahteval tudi malo dela pri sami oskrbi. In seveda vanj so, recimo naš vrt prikazuje neko suho področje in so tudi v ta vrt posajene rastline, ki na takšnem suhem področju rastejo. To pomeni, da pazimo, katere rastline na kakšno lego v bistvu sadimo. Se pravi, da v bistvu rastline, ki zahtevajo suha rastišča, potem sadimo tudi v takšne predele v vrtu. Švicarski zaradi tega, ker je vrt nastal v sodelovanju švicarskega prispevka, namreč mi smo v okviru projekta dobili okoli 50 000 švicarskih frankov in zaradi tega, ker je vrt sofinanciran od švicarskih davkoplačevalcev, drugič pa zaradi tega, ker so načrt za vrt naredili švicarski učitelji in mi smo ga pa zgradili po njihovih navodilih. In je seveda to prvi švicarski vrt v Sloveniji, zato smo ga tudi poimenovali kot švicarski vrt. V bistvu vrt nima neke švicarske značilnosti, zaradi tega, ker ko so delali načrt, so se zgledovali po suhih področjih, ki so pa značilna tako za Slovenijo, kakor za Švico. Tako da nima kakšne posebne značilnosti, vrt je lahko zelo tako značilen oziroma za vsa tista področja, kjer je veliko kamna, kjer je malo zemlje in je na ta način tudi zgrajen. Se pravi, v bistvu je predstavnik ekosistema suhega področja. So posebne rastline in sicer so to rastline, ki so drugače v vrtovih nekoliko manj znane. So rastline, ki rastejo na suhih predelih, recimo v samem vrtu še nekaj rastlin sicer v bistvu manjka, ker vseh rastlin nismo še morali dobiti. Je pa sam vrt zgrajen iz dveh delov, se pravi, je iz tega oglednega dela, se pravi tematskega, ki prikazuje ekosistem, in pa iz tako imenovane učilnice, kjer se bodo vsi naši udeleženci izobraževanj učili zgraditi vrtove.